Živjo, v današnjem videu vam bom pokazal, kako se označita dve zelo pomembni coni pri tehnični analizi, brez katerih praktično ne gre. Te dve coni sta support in resistance, tvorita pa jih minimalno dve točki. In v primeru avstralski dolar, dolar na enournem časovnem intervalu lahko vidimo support. Ena točka, druga točka, v tem primeru tretja točka, in pa resistance. Vedno potegnemo support in resistance na najnižjih in najvišjih vrhovih. Po preboju strukture, oziroma to je tudi range, po preboju strukture, cena naredi novi higher high, v tem primeru je to resistance in pa to je support. Cena nadaljuje, naredi novi higher high, se pravi, se prejšnji resistance spremeni v support in novi resistance nastane na teh dveh oziroma teh treh točkah. Se pravi, po novem higher highju je to resistance in pa to support. Cena nadaljuje, naredi nov higher high, se pravi, resistance se spremeni v support in tukaj nastane novi resistance in pa iz resistanca se to spremeni v support. Potem cena naredi naslednji oziroma zadnji higher high, se pravi, to ni več resistance, ampak je support in novi resistance nastane tukaj. Zdaj pa kaj v tem primeru? Imamo naraščajoči trend, se pravi, imamo higher high, higher lowe, tako da pričakujemo preboj resistanca in naslednji higher high in pa higher low. Več o resistancu in supportu pa v naslednjih primerih. V naslednjem primeru lahko vidimo, da je cena v naraščajočem trendu, potem pride v range oziroma konsolidacijo, odbija se od supporta in resistanca, dokler ne prebije strukture in resistanca, naredi novi higher high in pa higher low. V tem primeru je to resistance in pa to support. Zdaj pa da malo bolj natančno narišem pa razložim. Se pravi, rekli smo, da support in resistance vedno tvorita minimalno dve točki. Najlažje ga je narisati, ko cena pride v range. In mi vedno probamo zajeti čim večjo sliko. Se pravi, to je support. Zajeli smo najnižjo točko in drugo najnižjo točko. Zdaj nekateri označijo recimo tole support. To support in izpustijo v bistvu ta fake breakout in pa ta fake breakout. Lahko uporabljate tudi dve coni, se pravi, prvo, kjer je bilo največ odbojev, to je bil prvi odboj, drugi odboj, tretji odboj, četrti odboj. To je ena možnost. Druga, bolj konzervativna je pa, da vključite tudi fake breakoute zraven. Ker v primeru, da boste recimo odprli long pozicijo na temu candlu, po zaključku tega candla, boste dali stop loss pod njega. In v tem primeru vas vrže ven ta fake breakout. V našem primeru, če vključimo pa tudi fake breakoute, pa vemo, če bomo šli na temu candlu, po končanem temu candlu v long pozicijo, bomo dali stop loss pod njega. Tukaj bomo imeli stop loss, vhod v pozicijo bo po končanem candlu, target prvi bo na resistancu, ker je to, kakor smo rekli, je range. To bo naš prvi target, se pravi, v tem primeru bi bilo to, da kar razmerimo, tukaj tole bi bil vhod, tole reskiramo, da dobimo 1,9. Se pravi, če smo reskirali 100 evrov, želimo dobiti pa 190 evrov. Oziroma 190 evrov profita. Tako, dosti enostavno. Moramo pa
pravilno narisati support in resistance. In potem, če se premaknemo naprej, lahko vidimo, da je novi resistance pri najvišjih točkah in pa support, pogledamo, tukaj je nastal prej novi higher high, se pravi, to je itak novi support. Od novega higher higha, cena ga je prebila in naredila nov higher high in potem se odbila, se pravi, enkrat, dvakrat. Tole je bil fake breakout, o tem v naslednjem videu, in pa to je resistance. Še en primer support in resistancea na zlatu. Se pravi, cena je začela in naredila lower low. Lower low, potegnemo črto in pa lower high. V tem primeru je to support in pa to je resistance. Potem nadaljuje, prebije support in naredi novi lower low in pa lower high. Označimo lower low in pa lower high. Potem cena od lower lowa pride nazaj do lower highja. Tukaj se odbije in zopet pride nazaj do supporta oziroma prejšnjega lower lowa. V tem primeru imamo zdaj dve točki. Prva točka, druga točka in tako lahko potegnemo support. Prav tako pa imamo za resistance eno točko, drugo točko in potegnemo resistance. Cena se nato od supporta zopet odbije in pride do resistancea. To je seveda tudi range oziroma konsolidacija. Glede na to, da je cena padajoča, da imamo negativen trend, pričakujemo preboj supporta in nadaljevanje cene za novi lower low. To se tudi zgodi tukaj. Cena prebije, naredi retracement nazaj do supporta, ki sedaj postane resistance in naredi nov lower low in pa lower high. Glede supporta in resistancea je to vse, tako da vidimo se v naslednji sekciji.